Ja, to smo povedali. Ja, čemu prevod in natis v sodobnem jeziku? To je moja dilema. Namreč jaz nisem tako prepričan, da je lenoba tista, ki nas ovira, recimo pri branju starega besedila. Nisem tako prepričan. Jaz mislim, da so druge stvari. Jaz mislim, da je tako, kot zdaj skušajo cepiti cele narode proti prašičji gripi. Veste, cepljenje je nekdo drugi opravil že nad narodi sveta, namreč cepljenje proti Jezusu in njegovemu evangeliju. Vse človeštvo je visoko imuno proti Božji besedi. Torej, praktično vsak človek je a priori najprej cepljen proti Božji besedi. Ko se mi rodimo, imamo že ta serum, to cepivo v sebi in mi smo tako imuni, kakor zoper nobeno drugo bolezen, zoper nobenega drugega napadalca v našem telesu, tako imun je človek proti Božji besedi. In to imunizacijo lahko prebije samo tisti, ki je premagal to silo zla, Satana, Jezus Kristus sam. On je edini zdravnik, ki ima proti cepivo, zopet to lažno cepljenje, in on lahko to imunost izniči in pride svojo besedo v naše srce. To je, bi rekel, medicinski položaj človeštva in ta analogija se mi zdi dobra, ne ker je bila duhovita, ampak ker je zelo plastična in aktualna in ker mi danes živimo. Namreč, da obstaja cepivo proti Božji besedi in obstaja cepivo za Božjo besedo. In začetni položaj, štartni položaj vsakega človeka, vsakega rojenega človeka je biti visoko imun, cepljen proti Božji besedi. In to je tisto, kar nam brani brati ta katekizm, bodiš v starem jeziku ali pa v novem. Veste, ta bistvena ovira ostaja, mi lahko prevedemo to knjigo tudi v jezik, v žargon naše mladine. Z vsemi temi izrazi, kul, pa ne vem kaj vse, lahko tako naredimo. Nemec je poskušal, je prevedel, imenuje se Volksbibel, ne vem, če že kdo ima opravka s tem, je celo sveto pismo prevedel v žargon na naše mladine. In je mislil, da zdaj bo vesoljna mladina opustila vse dancing klube in tako naprej in bo samo še brala Volksbibel in pokleknila pred Gospoda, izobesila belo zastavo in se predala in rekla, tvoj sem. Imam občutek, da niti on tega ni naredil. Veste, naša ovira pred Božjo besedo ni jezikovni problem. Veste, če bi mi iskali odrešenje, bi lahko Trubar pisal v kitajskih pismenkah in v albanskem jeziku in ne vem, kako še zakomplicirano, pa bi mi se potrudili vse to razvozlati. Ljudje so razvozlali klinopise, so razvozlali ne vem kaj, zaradi kulturnega interesa. Ja, kaj je pa odrešenje v primerjavi s kulturo in njenim interesom? To se pravi, ni jezik ta problem. Zato tudi lenoba ni tisti ključ. Tisto, kar je problem, je naša odpornost proti Božji besedi. Jaz sem včeraj začutil v pogovoru z enim svojim dragocenim prijateljem, ki je precej sokriv, da sem jaz sploh začel verovati v obstoj Boga. In včeraj me je oblila zona, to je ne včeraj, predvčerajšnji. Torej, zmrazilo me je, ko sem poslušal, kako ta moj nesrečni prijatelj obravnava Božjo besedo. In to je človek, še to moramo razodeti, imena ne bom povedal, ki je bil soprevajalec standardnega prevoda Svetega pisma. To se pravi, jezik ni noben problem. In če bi šlo za to, nam ni bilo treba to prevajati. Mi smo to delali, bi rekel, iz istega namena, kakor je to delal Trubar, ker to Trubar ni bilo treba. Namreč vsak pismen Slovenec je znal nemško takrat. Ne pozabite, da smo bili Slovenci popolnoma dvojezični do konca Prve svetovne vojne, pa še nekaj desetletij potem. Mi smo bili dvojezični narod, kompletno. Tako kot pa recimo ta otok Malta, ker govorijo vsi angleško in svoj jezik, ki je mešanica arabščine in romanskih dialektov. Tako smo bili Slovenci. To se pravi, mi nismo potrebovali Trubarja. Mi nismo potrebovali prve slovenske knjige, pa ne druge, pa ne zadnje. Mi smo lahko vse, kar je bilo treba vedeti in povedati, prebrali v nemščini. Ker je bila, tako rekoč, naš obratovalni jezik je bila nemščina.
kot je bila še prej naš obratovalni jezik latinščina. Berite Simonitija in njegovo knjigo. Mi imamo celo literaturo slovensko napisano v latinščini. In Simonitij je sam enkrat zelo dobro povedal, slovenska literatura je nastajala v 3 jezikih. V latinskem, nemškem in slovenskem jeziku. To je resnica v slovenski literaturi. To ne piše v nobenem učbeniku, v nobenem leksikonu slovenske literature. To je resnica slovenske literature. Tako da tudi Trubar bi se v tem smislu zelo manj trudil, ker ni bilo treba. On bi samo razdeljeval Lutrove katekizme in Lutrov prevod Biblije in bi bili Slovenci lahko odrešeni. To se pa ni bil to problem. Vem, da sem že predolg, ja. Ampak jaz sem preveč navdušen, no. Prostite. Mislim, da je Trubar to zato naredil, ker je hotel Slovencem odvzeti tudi ta izgovor. Če odklanjate Kristusa, se ne boste izgovarjali, da je to jezik kriv. Po mojem je to motiv. In tudi moj motiv je to bil, ne vem, kako je bilo z mojimi prijatelji in kolegi, ampak to je bil naš motiv. Ne boste se poceni izgovarjali, ker ne znamo brati srednjeveške slovenščine, pač ne beremo Lutrovega katekizma. Ne. Zdaj boste morali najti inteligentnejši izgovor in me prav zanima, kakšni ga bodo moji rojaki našli.